naslednja predavateljica je Breda Žunkovič, zdravnica, specialistka nevrologije, zaposlena na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani. Trenutno pa je tudi doktorska študentka, kjer se ukvarja z vplivom molitve na variabilnost srčne frekvence. Torej, predavala bo o tem, kako šport, molitev in meditacija vplivajo na avtonomno živčevje. Lep pozdrav, pa hvala za povabilo. Se pravi, najprej bom čisto nasplošno predstavila, kaj to sploh je avtonomno živčevje, kaj je to variabilnost srčne frekvence, nato pa se bomo bolj specialno spustili v to, ali šport, meditacija oziroma molitev vplivajo na ta del živčevja. Na začetku pa bi rada delila z vami eno misel, glede našega odnosa do naše matere narave oziroma zemlje, ker se mi zdi, da je dan danes zelo slab in se moramo zavedati, da mi nismo podedovali naše zemlje od naših prednikov, ampak smo si jo sposodili od otrok. Tudi Indijanci imajo podobno misel, da vse, kar delajo, vse, kako se odločajo, vedno imajo v mislih 7 generacij naprej. In tudi mi bi morali nekako tako delovati. Zdaj pa gremo nazaj na avtonomno živčevje. Kaj to sploh je avtonomno živčevje? Se pravi, živčevje delimo na somatski del in avtonomni del. Somatski del, kot smo že prej, v bistvu moj predhodnik je govoril o somatskem delu. Ta oživčuje skeletne mišice. S pomočjo njega se mi gibamo, govorimo, se vedemo in je nekako jasno na očeh. Avtonomno živčevje je nekoliko skrito očem, ampak avtonomno živčevje oživčuje večji del našega telesa. To so naši notranji organi, prebavila, srce, pljuča, žile in je zelo pomembno za to, ali smo zdravi in kako se počutimo. Če pogledamo anatomsko, od zgoraj navzdol, poglejmo najprej možgane, kje se v možganih skriva to avtonomno živčevje. To je centralno avtonomno omrežje, ki ima več predelov, se pravi, vsi ti deli vplivajo na končni signal tega avtonomnega živčevja. To je notranji del čelnega režnja, tole petka je tukaj enako petka, sta hipokampusa, se pravi spomin. Potem je tale del dvojka je inzula, to je možganska skorja, ki je nekoliko v globino skrita. Potem je talamus, to je relejno jedro, kot ena železniška postaja. In pa, to je talamus, potem pa še ta številna jedra v zadešnem delu možganskega debla. To je to centralno avtonomno živčevje, tukaj se vse začne dogajati, glede avtonomnega živčevja. Potem pa imamo, se pravi, tisti prvi nevron, ki potem poteka navzdol po hrbtenjači in naprej do vseh teh organov, ki smo jih omenili. Ta prvi nevron pa izvira ali iz hipotalamusa ali pa iz možganskega debla. Iz možganskega debla navzdol. In ta prvi nevron ti nevroni se delijo na simpatikus in parasimpatikus, odvisno od tega, kakšen učinek imajo na končni organ. Simpatikus je aktiven takrat, ko smo mi pod stresom, ko se v zgodovini, ko nas nekdo napada in moramo bežati, ko smo živčni, medtem ko parasimpatikus deluje takrat, ko smo umirjeni, ko nas nobeden ne ogroža, ko smo siti in ko spimo. Se pravi, ta parasimpatikus je za zdravje dober, simpatikus, če ga je preveč, je lahko zelo škodljiv in vodi v bolezen. Zdaj pa poglejmo natančneje, kako ta dva dela avtonomnega živčevja vplivata na posamezne organe. Se pravi, parasimpatično nitje oziroma del avtonomnega živčevja in simpatično.
Zenica, na primer. Pod vplivom parasimpatikusa se zenica zoži, pod vplivom simpatikusa se razširi. Če nas napada lev v temi, moramo zenico razširiti, da čim več svetlobe pride do optičnega živca. Potem slinavke. Parasimpatik stimulira izločanje sline, ker takrat mi prebavljamo, počivamo. Simpatik jo pa zavira. Srce. Parasimpatik umirja srčno frekvenco, jo upočasnjuje, simpatik jo pohitri in zveča kontraktilnost srčne mišice. Kajti do mišic, ki so pripravljene na aktivnost, mora priti čim več krvi oziroma kisika. Potem dihalne poti, parasimpatik jih oži, simpatik jih širi, ker moramo čim več kisika spraviti do pljuč in potem dalje do mišic in tako naprej. Se pravi, ta dva dela avtonomnega živčevja na končne organe delujeta nekako antagonistično v večini primerov. Zdaj pa se bomo v nadaljevanju osredotočili predvsem na vpliv avtonomnega živčevja na srce. Kako lahko ocenjujemo vpliv avtonomnega živčevja na srce? To je s pomočjo variabilnosti srčne frekvence. To je ena zelo elegantna in neinvazivna metoda ocene vpliva avtonomnega živčevja na srce. Gre v resnici za variabilnost med časovnimi intervali med posameznimi utripi. Naše srce ne utripa kot robot po metronomu enakomerno. Ne, naš celoten organizem ni enakomeren, se prilagaja, variira in to je dobro, to je fiziološko in to je zdravo. Ko mi izgubimo to prilagodljivost, to variabilnost, potem zbolimo. Se pravi, HRV, pogosto bom rekla HRV, je Heart Rate Variability v angleščini, je dejansko variabilnost med posameznimi utripi. In če gremo nazaj, parasimpatično nitje, parasimpatični del avtonomnega živčevja, poveča HRV, to variabilnost, ampak zmanjša srčni utrip. Se pravi, srce umiri, variabilnost pa poveča. In to je dobro. Za zdravje je to dobro. Na drugi strani simpatik pospeši srčni utrip in ko hitro bije, je prostora za variabilnost malo. Zato se takrat HRV zmanjša. In ni tako dobro. Vplivi, ki delujejo na HRV, jih je ogromno. Tukaj so našteti nekateri, se pravi, starejši ljudje imajo nižji HRV od mlajših. Zanimivo, ženske imamo višji del parasimpatične modulacije na srce, medtem ko moški imajo višjo simpatični vpliv na srce. To je povprečje. In pa seveda cikel spanja in budnosti. Med spanjem, kot bomo kasneje videli, je parasimpatik višji, kot ko smo budni. Potem pa je tukaj še stres, ki ga bomo zdaj malo bolj natančno pogledali, in pa dihanje, zelo pomembno. Se pravi, stres, kot vsi vemo, deluje na naše počutje, pa ne samo na počutje, na avtonomno živčevje in preko avtonomnega živčevja na ta HRV slabo vpliva na HRV. Se pravi, višji, ko je stres, nižji je HRV in večja verjetnost za bolezen. To je naslednja študija, ki bi vam jo rada predstavila. Leta 2008 so v Münchnu naredili analizo incidence srčnega infarkta v vseh münchenskih bolnišnicah v 3 mesecih. Gledali so maj, junij, julij. V 3 letih, 03, 05, 06. No, in kot vidite, ta rdeča krivulja ima 8 vrhov, takih jasnih vrhov. Ti vrhovi so iz leta 2006 in sovpadajo na dan, ko je ko je na svetovnem prvenstvu v nogometu igrala njihova ekipa.
nemška ekipa. To je nek direkten dokaz, kako stres zelo akutno vpliva na bolezen preko HRV-ja, preko avtonomnega živčevja. In zanimivo, ti vrhovi so predvsem moška populacija in znotraj 2 ur same tekme. Naslednje je dihanje. Modra krivulja je dihanje, se pravi vdih, izdih, vdih, izdih. Rdeča krivulja je pa ta EKG, se pravi srčni utripi. In kot vidite, pri vdihu se srčni utrip pospeši, pri izdihu se upočasni. Temu se reče respiratorna sinusna aritmija in je zdrava. To je normalno, to je fiziološko in to je zdravo. Večja kot je ta aritmija, ta variabilnost, bolje je. In to je, bom rekla, najhitrejša variabilnost srčnega utripa, ki jo poznamo, oziroma ki jo lahko ocenjujemo in je izključno pod vplivom parasimpatikusa. Se pravi, višja, kot je ta respiratorna aritmija, višjo imamo modulacijo parasimpatikusa, bolj smo zdravi. Tukaj pa smo že pri HRV parametrih, se pravi, kako lahko sploh analiziramo ta signal variabilnosti. In obstajata 2, bom rekla, v osnovi 2 analizi, čeprav jih je še več, pa ne bomo se spuščali v to, frekvenčna analiza in časovna analiza. Tukaj imamo prikaz frekvenčne analize. To je ritmogram, to je v resnici graf variabilnosti tega RR intervala oziroma variabilnosti srčnega utripa, kako se ta interval spreminja. In pri frekvenčni analizi uporabljamo Fourierovo transformacijo, ki nam ta signal razdeli na posamezne frekvence, iz katerih je sestavljen. In kot vidimo, hitre frekvence, hitre oscilacije so tiste, o katerih smo prej govorili, respiratorna sinusna aritmija v frekvenci našega dihanja in so pod vplivom parasimpatika, so dobre. To so high frequency, tukaj je napisane high frequency. Potem so pa počasne oscilacije, low frequency, so pa na daljši rok in so pod vplivom simpatika in parasimpatika. Torej, tu že vidimo, da iz HRV-ja mi lahko lepo ocenimo modulacijo parasimpatika na srce, težje pa izluščimo zgolj simpatik. Ampak v resnici je ta parasimpatik, ki nas zanima, ker je ta bolj zdrav na nek način. Potem je pa še časovna analiza, to pa gre v resnici za eno statistično obdelavo te variabilnosti utripa, se pravi standardna deviacija posameznih utripov. Tu je zopet simpatik in parasimpatik noter skrit. RMSSD je pa malo težja, malo bolj komplicirana statistična analiza, ki nam pa prav tako daje zgolj parasimpatik, se pravi to hitro nihanje časovnih intervalov. Zakaj je HRV zanimiv za raziskovalce? Iz enega razloga, ker je HRV neodvisni dejavnik tveganja za splošno mortaliteto in morbiditeto. Z drugimi besedami, višji, ko imamo HRV, bolj smo zdravi in dlje bomo živeli. Zato je fino vedeti, kaj vse vpliva na ta HRV, kako ga lahko mi povišamo. No, če v PubMed vtipkamo heart rate variability, dobimo tako eksponentno rast raziskav v zadnjem obdobju. Tukaj piše 54,000 zadetkov. Zelo popularna zadeva. Če vtipkamo HRV in šport, dobimo zgolj 5,000 zadetkov. Ampak nekaj je. Če vtipkamo HRV in meditacijo, bori še 200 ne. In pa molitev samo 139. Zakaj? Verjetno te, bom rekla, vedenski vplivi nimajo podpore se strani farmacevtov za raziskave. Pa poglejmo, šport. Se pravi, vse te tri metode, šport, meditacija ali molitev, je naše vedenje, to lahko mi sami naredimo.
In nas zanima, kako, če lahko s tem, ko se mi na nek način vedemo, povišamo HRV ali ne, ali ga morda znižamo. Se pravi šport. Vedno, ko mi raziskujemo vpliv ene intervencije na nek parameter, nas zanima akuten vpliv, se pravi med samo intervencijo, kaj se dogaja, in pa dolgoročni vpliv. Na dolgi rok, v mirovanju v tem primeru. Se pravi, ko mi začnemo teči, kaj se dogaja z HRV-jem, parasimpatična modulacija srca se začne nižati, medtem ko in zato se srčna frekvenca povišuje, tja do 100 na minuto. Potem se pa začne tudi simpatikus višati. Ampak all in all, se pravi suma summarum, se HRV med samo športno aktivnostjo niža. Ker se frekvenca povišuje in višja, hitrejši, ko je utrip srca, manj je možnosti za variacijo. Zato se HRV med samim športom zniža. To ni dobro na nek način. In v sklopu tega, v okviru tega je tudi nekoliko več srčnih infarktov med samo športno aktivnostjo. Ampak na dolgi rok pa nam prikazuje tale graf. To je RMSSD parameter, to je tisti parameter, ki vsebuje zgolj parasimpatik. Ja. In imamo na tej osi, se pravi, tiste ljudi, ki se malo ukvarjajo športom, tisti, ki se vrhunsko ukvarjajo športom. In vidimo, da v mirovanju imajo nešportniki nižji parasimpatikus glede na športnike. Se pravi, dolgoročno je šport dober vpliv ima na srce oziroma na avtonomno živčevje. Kaj pa meditacija? Meditacija izgleda tako na prvi pogled čisto drugačno vedenje od športa. Tukaj je en graf, oziroma tako bom rekla, vse študije do sedaj kažejo v eni smeri. Meditacija tako kratkoročno kot dolgoročno dobro vpliva na HRV. To je zanimiva študija, kjer so gledali, bom rekla, meditatorje, ki vsakodnevno meditirajo, ali menihi, in kontrole, ki ne meditirajo in so jih snimali 24 ur. Prvo opazimo nihanje. Po noči, RMSSD imamo, se pravi parasimpatik. Po noči je parasimpatik bistveno višji kot po dnevi, to je eno. Drugo, kontrole, se pravi bele pike, so pomembno nižje od črnih, to pomeni, da na splošno imajo nemeditatorji nižji vpliv parasimpatikusa na srce kot meditatorji. In tole pa intervencija okoli poldneve so tiste menihe, oziroma ki znajo meditirati, razdelili na dva dela. Eni so 2 uri meditirali, drugi so pa se nespecifično sproščali, zgolj sproščanje. In siva je meditacija, črna je sproščanje. Se pravi, sproščanje tudi nekoliko poviša parasimpatik, ampak ne enako kot meditacija. Meditacija ga bolj. To je, se pravi, dokaz akutnega vpliva, ta razlika je pa dokaz nekega dolgoročnega vpliva. Meditacije na HRV. Pa ne samo, se pravi, za HRV mi ocenjujemo končni učinek avtonomnega živčevja na organ, na srce. Kaj pa centralno avtonomno živčevje? Se pravi, meditatorji so dali v funkcijsko magnetno resonanco in so opazili, da se med meditacijo aktivnost v tem medialnem čelnem režnju poveča. Kaj je ta predel? To je enak predel, kot je tukajle. To je to, centralno avtonomno živčevje. Se pravi, pa gremo nazaj, pa ne samo aktivnost, se pravi, to je funkcijsko slikanje, ne samo, da se funkcija možganov spremeni med meditacijo, tudi struktura se spremeni na dolgi rok. Ugotovili so, da so imajo tisti, ki redno meditirajo, debelejšo možgansko skorjo v sprednjem delu inzule. Se pravi, to je strukturna sprememba možganov. In ta inzula je zopet del centralnega avtonomnega živčevja in je dejansko odgovorna za to, da mi ozavestimo notranjo sebe, notranje organe.
In ravno to meditatorji na začetku počnejo, introvertirajo svojo pozornost in s tem vadijo ta del možganov na nek način. Kaj pa molitev? Molitev je v našem kulturnem okolju mogoče najbližji korelat meditaciji in pri pregledu literature smo ugotovili, da samo 4 raziskave direktno gledajo povezavo med molitvijo in HRV-jem. In vse 4 kažejo na to, da ja, molitev ima vpliv na HRV, ampak si niso enotne glede tega, kakšen je ta vpliv. Ali HRV povečujejo, ali ga znižujejo. In ali povečujejo simpatik, ali morda parasimpatik. Zato smo se na naši nevrološki kliniki odločili, da bomo naredili ravno to raziskavo. Učinek molitve na avtonomno živčevje, na HRV, kjer merimo EEG, s tako EEG kapo, EKG z elektrodami in dihanje. In preiskovanci sedijo, imajo oči odprte in prvih 15 minut samo mislijo na karkoli, potem 15 minut molijo, zopet mislijo na karkoli, recitirajo neko pesem, besedilo brez melodije. Tukaj imamo kontrolo, ali morda molitev enako učinkuje kot zgolj neka recitacija neke pesmi, ali ima mogoče dodatni učinek. In zopet mislijo na karkoli. Meritve potekajo na nevrološki kliniki in tisti, ki ste zainteresirani morda za sodelovanje, vljudno vabljeni. Pri vhodu je en kratek opis raziskave, lahko pa tudi mene kontaktirate. To je vse. Hvala. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predavanje. Zdaj bi šli pa kar naprej na vprašanja, ker se jih je kar nekaj nabralo. Torej, če grem kar na prvo vprašanje. Po kolikšnem času redne športne aktivnosti bi se lahko začel poznati učinek na variabilnost srčne frekvence, ter obratno, po kolikšnem času blagodejni učinki športa na HRV izvenijo? Torej. Če nehamo športati? Ja. Večina teh študij glede športa, se pravi, tukaj so gledali najprej ljudi, ki ne športajo in so začeli, ponavadi to traja interval enih par tednov, 3 do 5 tedne in potem so jih zopet ocenili in so že našli en ugoden učinek. Se pravi, tukaj se že pogovarjamo v tednih redne anaerobne športne aktivnosti. Medtem ko kontraučinek pa se ne zavedam študije, da bi vam lahko takole iz glave povedala. Super, hvala. Mogoče imamo še malenkost časa za kakšno vprašanje. Torej, poglejmo. Ali lahko na variabilnost srčne frekvence vplivamo farmakološko? Ja, seveda. Se pravi, večina tistih 54,000 zadetkov je povezanih z farmakološkim vplivom. Ja, zelo. Skoraj vsa zdravila vplivajo. Proti pritisku, proti sladkorni, proti depresiji, vse to vpliva. Ja. Ok, hvala. Ali lahko z meritvijo HRV-ja primerjamo, kdo je bolj zdrav? In če lahko z meritvijo variabilnosti srčne frekvence primerjamo med ljudmi, kdo je bolj zdrav, in ali so te primerjave med ljudmi problematične in preveč posplošene? Ja. Problem HRV-ja je njegova ponovljivost. Če bomo mi danes pri sebi zmerili HRV in čez 2 dni, to se zelo razlikuje. Zakaj? Zato, ker je toliko vplivov, ali bomo dobro spali, ali bomo nas tišči lulati, ali karkoli. In bom rekla, pri posamezniku ni dobro primerjati, koliko sem zdaj zdrav, pa koliko sem čez 1 leto zdrav. Ne, to ni dobra ocena. Je pa HRV uspešen in dovolj ponovljiv, da ocenjujemo skupine. Se pravi, skupina, ki moli, ki športa, od skupine, ki ne moli in ki ne športa. In to primerjamo. Na nek način to pa že lahko rečemo, da tisti, ki športajo, imajo višji HRV in so bolj zdravi. Ja. Ok, super, hvala. Lahko zastavim še eno vprašanje. Kako pa bolečina vpliva na variabilnost srčne frekvence? Ja.
Zelo dobro vprašanje. Bolečina, ja, preko centralnega avtonomnega živčevja močno vpliva na variabilnost srčne frekvence, jo zniža, pomembno zniža. Ok, hvala. Imamo čas še za eno vprašanje. Skratke so. Ja, samo trenutek, toliko je vprašanj. Kakšni so razlogi za povečanje srčnih težav ob znižani variabilnosti srčne frekvence? Ja, znižana variabilnost srčne frekvence pomeni znižen parasimpatik oziroma na nek način povišen simpatik. In to na dolgi rok uničuje srčno mišico oziroma tudi ožje žile, ki oskrbujejo srce. In to je pot do bolezni na nek način. No. Tako da to je glavna, bom rekla, laična razlaga za bolezen pri nizkem HRV-ju. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam tudi za to zelo zanimivo predavanje. Hvala lepa. Hvala.